V maju smo na dobri poti, kažejo zadnji podatki iz podjetij, pravi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš. Da bomo ohranili najprej seveda delovna mesta, da bomo ohranili svoje kupce in seveda, da se bomo lahko naprej razvijali, tako gospodarske družbe, kot tudi sama regija. To je pa tisto najpomembneje. Čeprav uradnih podatkov še ni, pa na zbornici, tako Kordiš, predvidevajo, da so podjetja lani v primerjavi z letom 2019 ustvarila za 7% manj prihodkov. Prav tako se je znižalo število zaposlenih. Ta hip je ena najbolj perečih težav dobava polizdelkov v avtomobilski industriji. Zaradi izjemnega povpraševanja, ne samo v avtomobilski industriji, ampak tudi v ostalih industrijah, dejansko na globalnem trgu prihaja do zamikov. Zaradi tega tudi naša podjetja določena so bila primorana v zaustavitev proizvodnje. Več mesecev pa je po odločitvi vlade stala tudi dejavnost mnogih obrtnikov in malih podjetnikov, ki se zdaj sprošča. To pomeni, da od naših članov najbolj nekje posledice še vedno čutijo gostinci, tisti, ki ponujajo nastanitvene obrate in pa pač vsi tisti, ki nekako delujejo v dejavnostih, kjer je bilo dolgo časa omejeno število ljudi, ki se lahko zbira. Medtem ko malo gospodarstvo po večini deluje, pa, tako Bratoževa, gostinci še vedno čakajo novi PKP zakon z ukrepi prav zanje. Gre predvsem za povrnitev stroškov, fiksnih stroškov in pa seveda tudi povrnitev izgube prihodka. Kajti večina z izjemo dostave hrane ni delovala od sredine oktobra do marca. Zdaj so veseli, da lahko delajo kljub strogim epidemiološkim ukrepom in potrdilom gostov. Tudi zdaj, da delamo s polno močjo, pa pa vsi ta trgamo po šivih, v bistvu mi moramo drastično, da bi mogli to delati 2 leti, 3 leta, da bi dosegali v bistvu enako s to, kar je bilo prej. Žal pa to mislim, da fizično ne bo mogoče. V hiši Fink v Jerči vasi, pod okrilje katere sodi tudi restauracija Sitola na glavnem trgu, smo v zadnjem letu imeli v mislih predvsem zaposlene, pravi Damjan Fink. To nam je bil ključni del, da zaposlene držimo aktivne, da niso pasivni, da ne čakajo doma, kaj se bo z njimi zgodilo, ker imajo doma družine in tukaj smo veliko delali, tako da smo imeli vse dostave, na vse klice naših gostov smo se odzvali in nekako delali z roko v roki gostom in zaposlenih. Fink zagotavlja, da se bodo še naprej trudili tako za zaposlene kot goste, ki jim želijo zagotoviti čim bolj kakovostno ponudbo.